Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Začela se je kampanja pred lokalnimi volitvami. V našem studiu pa danes gostimo kandidata za župana občine Kranjska Gora, Francija Koražijo. Dober dan želim. Dober dan želim tudi vam. Za začetek naj bo kar tisto klasično vprašanje, da se najprej predstavite gledalkam in gledalcem. Drage občanke, dragi občani, sem Franci Koražija, prihajam z Dovjega, sem oče, mož, dedek in dolgoletni kulturni delavec. Sem igralec in samostojni podjetnik. Danes bi se vam rad predstavil zgolj kot neka oseba. Seveda bomo šli tudi skozi moj program, skozi način izvajanja tega programa in kako sploh gledam na vso to politiko, ki prinaša lahko radosti in pa tudi žalostne trenutke med občane. Jaz si želim, da bi v naslednjem mandatu v naši občini zavladala neka strpnost, umirjenost, razum in veliko dela v občinskem svetu, da bi svetniki končno spoznali, kakšna je sploh njihova funkcija, ko tam sedijo. Jaz moram reči, da vsa ta leta sem dobil en občutek, da velikokrat občinski svet niti ne ve, kakšno odgovornost in kakšno funkcijo so jim občani in občanke namenili. Zadeva je taka, da občinski svet je tisti glavni, ki vodi politiko občine. Župan je samo tisti koordinator, izvajalec, predstavnik občine po protokolarnem sistemu in pa seveda po sistemu, da pelje nek sistem, da ta občinski svet sploh razpravlja o določenih programih, težavah in seveda prihodnosti naše občine. Jaz moram reči, da skozi vsa te leta dela moram izpostaviti moje dolgoletno delo v kulturi. Kultura mi je nekako zelo pisana k srcu, mi je bila položena v zibko in moram reči, prejel sem tudi Linhartovo priznanje za več kot 30 let dela na kulturnem področju. To je pa točno zdaj, če se ne motim, že 44 let na odrskih deskah. Kultura mi veliko pomeni in bom rekel takole, narod, ki nima kulture, ni več narod. In zato moramo tudi na kulturnem področju ogromno narediti v naši dolini in poskrbeti, da bojo društva lahko zelo lepo delovala. Tako da jaz mislim, izkušnje imam tudi željo, imam karizmo, vem, kaj pomeni protokol, kako se mora župan obnašati, kdaj se mora tudi malce drugače obleči, kako mora predstavljati občanke in občane in pa seveda, da pa morda mora imeti župan neko karizmo, ko mu ljudje zaupajo, ko vejo, da bo k nekim težavam pristopil z pravega kota in jih poskušal rešiti v dobrobit nas vseh. Je pa to ena taka zahtevna funkcija. Funkcija, ki recimo ni za praznovati, kot je izvoljo, ker ti nalaga ogromno odgovornost in ogromno dela. Jaz sem bil pripravljen to odgovornost sprejeti in če me bodo občani spoznali kot osebo, ki lahko to našo občino v naslednjem mandatu popelje v pravo smer razvoja, in bom zelo hvaležen. Po drugi strani bo pa to velika naloga in veliko odrekanje za mene osebno, ker sem podjetnik, imam svoje podjetje. Moram reči, da kot župan bi delal neprofesionalno in bom delo opravljal praktično za minimalno plačilo, ker nameravam živeti še vedno od svojega podjetja. Ko sem zdaj omenil podjetje, meni so bile, ne vem, v mojo vzgojo položene neke osnovne vrednote, kot je poštenost, marljivost, delavnost in to, da bom še naprej delal v svojem podjetju, da me bo ljudje videli na terenu, da delam, je zame vrednota. In jaz
vedno pravim, da je delo vrednota in ne sramota. In tega se tudi držim, zato pa tudi delo, ki ga bo treba opraviti v občinski upravi, bom opravil z vso zavzetostjo, vendar pa s komunikacijo ljudstva. Morda pogledava še, kako vi vidite nekakšno analizo političnega prostora. Nekaj ste že dejali o pomenu svetnikov, o pomenu funkciji župana, ampak če malce to strneva, kakšna bi bila vaša analiza, če je tako reči? Ja, poglejte, mene politika kot neka, bi lahko celo rekel, veda zelo, zelo zanimala že vrsto let. Da se odločiš, da v politiko stopaš, moraš začutiti, kdaj si dozorel. In jaz sem videl, da zdaj nekako, ko sem postal tudi dedek, da sem začel na svet gledati drugače, da sem postal tudi malce bolj strpen, da se zavzemam za kulturen dialog, vendar pa še vedno kritičen, oster do napak in to kritiko tudi javno vedno povem. Nisem nek klasičen politik, ki poskuša biti všečen vsem, tako da imam vedno jasna stališča do vsake stvari in tak bom tudi ostal. Pa če se dotaknemo malo tega političnega prostora. Letos se je v Kranjski Gori kar zgodil mali fenomen in imamo napram prejšnjem mandatu, ki je bil samo en kandidat, nas je zdaj kar 8. Všeč mi je tudi, da so 3 ženske prisotne na tej kandidaturi in pa seveda 5 moških. Je pa res, ko sem analiziral malo te kandidature, sem se zelo poglobil in sem videl, da Alpska lista praktično je razpadla kar na nekaj frakcij. Oni so se razdelili v več teh list in seveda zdaj najprej se je zgodila zamenjava, da je obstoječi župan nam tokrat ponudil Blaža Vebra, ki prihaja iz turizma, ki naj bi zdaj vodil Alpsko listo in je kandidat za župana. Seveda, pol pa, ko malo to globje pogledaš, ugotoviš, da je poskušala Alpska lista narediti neke lovke politične in ena izmed teh lovk je Svoboda, kjer so poslali v bitko tudi bivšo članico oziroma še vedno članico Alpske liste Eno Girandon. Se pravi, se je že Alpska lista na 2 frakcije razdelila. Tretja frakcija je pa nekako Blaž Knific, ki pa prihaja iz stranke Socialnih demokratov. Moram povedati, da je bil včasih predsednik Socialnih demokratov, da je bil predsednik pred mojim prihodom. Vendar v stranki smo opazili velike nepravilnosti in kot prava demokratična stranka smo mi najprej probleme reševali doma in smo doma počistili nepravilnosti, tako da Blaž Knific se je na koncu odločil, da je stranko zapustil še z nekaterimi člani in podporniki, kar je povsem legitimna pravica vsakega člana, saj smo demokratična družba. Seveda moram pa reči, da naša stranka socialdemokratov vseh 12 let ni ponujala protikandidata, ker je gospod Blaž Knific svoje predsedstvo kar nekako zelo umetniško preusmeril, da je morda zamenjal kandidaturo za službo na komunali. Koliko je to res, ne vemo. Nikoli ne bomo vedeli točen, ampak špekuliralo se je in govorilo, da je rekel, da ne bomo imeli protikandidata. Seveda to je zamenjal za neko dobro pozicijo. Zdaj, ko pa ni več pri nas, ko gospod Jani Hrovat ne kandidira, se je pa spet pojavil na političnem prostoru, kandidira, jaz mu želim uspešen rezultat, ampak poglejte, jaz mislim, da so ljudje naveličani teh povratnikov, ki leta in leta kandidirajo, pa nikoli ne uspejo. Tako da je tudi to en satelit od Alpske liste, se pravi Blaž Knific. Potem se pa te 3 sateliti nekako zaključijo. Je pa res, da klele moram omeniti še Janša Bogdana, ki pa je bil 8 let podžupan. Podžupan te
koalicije, ki so jo sklenili, in je nekako delal v interesu in v smeri Alpske liste. Tako da tudi tukaj moram opozoriti in reči, da bi se morda oni lahko večkrat oglasili, pa se niso. In zdaj spet prihajajo kot nek samostojni kandidat, čeprav vemo, da je to stranka SDS, in prinašajo spet neke nove rešitve. Tukaj sem malo kritičen do tega, da so imeli 8 let se velikokrat čas se oglasiti, pa se niso. Tako da to so kar neke 4 strukture na enem polu, ki poskušajo zavarovati neko vladavino iz preteklosti. Potem pa prihajajo neke nove struje, ki so se pojavile. Socialdemokrati smo se lansko leto organizirali, dobili smo novo vodstvo, praktično smo se mogli sestaviti znova, zagnati delovanje naše stranke, k temu smo pristopili zelo resno, ker vemo, kaj pomeni demokracija, in naredili program in seveda sem bil vesel, da so me tudi na volilnem zboru članstva izbrali za predstavnika za kandidaturo občine Kranjska Gora. Potem je tukaj, bi rekel, en kandidat, ki se mi zdi tako zanimiv, se pravi Robič iz Srednjega Vrha, mlad fant, kar zdravim pogledom na vse ta dogajanje, na sistem, ki je, vendar vstopa zelo mlad. In se bo, jaz mislim, v dolgih nekih letih, ki prihajajo, če bo hotel aktivno sodelovati pri politiki, se lahko razvije v zelo kvalitetnega nekega akterja in jaz mislim, da bo kmalu lahko tudi sedel v občinskem svetu. Potem so pa tukaj še zeleni, katerim jaz kar nekako velik del programa me zadovolji. Je pa res, da naša občina rabi tudi širši program, ne samo zelen program, rabimo program gospodarstva, turizma, socialnega programa in tako naprej. Tako da kot stranka z njihovimi idejami jih pozdravljam. Moram reči, da tudi sam malo iz tega izhajam, ker sem dolga leta aktiven potapljač. In ta stik z naravo mi ni tuj, vem, kaj naravi lahko vzameš in kaj lahko daš. Potem je pa še tukaj 8. kandidatka, zato ker sem jo na koncu omenil, Henrika Zupan, ki prihaja za svojo listo, ki ima tudi dosti podobne nazore, vendar zdaj nisem ravno siguren, zakaj se je ona zdaj na tem političnem parketu pojavila ta trenutek. Po vasi se govori marsikaj. Ena izmed govoric je bila celo, da zdajle pa hoče bivša struja Jureta Žerjava zadati nazaj udarec Alpski listi, kar je morda lahko tudi kaj res, da se morda celo hočejo nekateri akterji vrniti na neka delovna mesta. Jaz bom tako rekel, to bojo ljudje sami zdaj malo razmišljali, preračunavali. Jaz sem zgolj toliko v okvir povedal, kakšno vzdušje je v dolini in kaj se ljudje pogovarjajo. Tako da to je en tak oris politične situacije. Je pa res, zdaj koga bojo pa izbrali? Jaz sem pa vedno tako rečem na koncu, ne zmaga ljudstvo, ne zmagajo občanke, občani, ne se enega suverenega kandidata izberejo in tudi to je demokracija. In verjamem, da bo prišlo do sprememb na letošnjih volitvah. Dotakniva se še malce vašega programa na teh volitvah. Kaj vse obsega, morda izpostaviva tiste glavne točke? Poglejte, naš program obsega 240 strani. A veste, to je celotna knjiga in zdaj, če bi tukaj bral, bi bilo morda preveč suhoparno. Ampak iz tega programa je treba najprej izluščiti namen. Mi si želimo najprej, a veste, da neke stvari, politik se velikokrat nauči nekih floskul in to govori. In se prekopira nek program, ki ga vsi pol zagovarjajo. Mi smo na predstavitvi videli, da smo vsi več ali manj kar iste stvari zagovarjali.
ampak važno je, kako ti to zagovarjaš, kako to razumeš in če imaš rešitev, kako do tega priti. Tako da naš program najprej v programu je vzpostaviti nek drug način upravljanja občinske uprave. Se pravi, ko rečem beseda upravljanje, jo rečem z namenom. Vladanje je neprimerno. Avtokratski sistem ni dober za našo občino. Ko pa rečem upravljanje, pomeni, da najprej svetniki bi mogli, tudi včasih pride nekdo, ki nima politične izkušnje, pa bi mogel upraviti kakšno izobraževanje, morda bi mogel tudi župan biti tista pobuda, ki bi jim ponudil nek support, da se oni sploh naučijo proceduralnega sistema, kaj je prav in kaj ni prav in zakaj oni sploh tam sedijo. To je tista osnova. In ko bomo to osvojili, da bo občinski svetnik vedel, zakaj je tja prišel, ko bo vedel, da je občinski svetnik večja funkcija kot pa županska, bo občina zaživela. Župana, takega kot sem jaz, ne bo motilo, če ne bo imel večine v občinskem svetu. Motilo me bo, kadar občinski svet ne bo razpravljal, kadar ne bojo polemizirali, kadar ne bojo iskali rešitve. Takrat me bo to motilo. Takrat bom jaz na to upozoril. Župan mora v občinskemu svetu samo predlagati dobre predloge, občinski svet mora o tem razpravljati, vendar se mora, preden razpravlja, posvetovati z vaškimi skupnosti oziroma s krajevnimi skupnostmi. Ker moj namen je, da bi krajevnim skupnostmi povrnili ugled in pa seveda udeležbo v tem demokratičnem procesu upravljanja naše občine. In ker bo prišlo do spodaj navzgor, tako ne bi mi upravljali in to bo tisto moje osnovno, šli bomo med ljudi, ljudje bojo povedali, seveda, če bojo kakšne predlogi, ki pa pač morda niso glih najbolj primerni, naprimer, jem že nek absurd povedal, neka bo en rekel, veste, meni pa tašča nagaja, dajte vi to zrihtati, a veste, v to se politika ne more spuščati. Politika se tudi ne more spuščati v neko vladavino lastništva, ko je nekdo nekje lastnik, sam upravlja svojim premoženjem, seveda v zakonskih okvirih. Ampak, ko bojo neki predlogi pametni, ko bojo prišli od ljudi, bomo mi to zelo resno vzeli in jih bomo upoštevali. Dali v obravnavo občinskemu svetu in občinski svet bo mogel sprejeti nek sklep, ki bo zavezujoč. Kot župan gledam na občinski svet tako, da ko dobiš rdeči karton, da niti to zate ni nek poraz. Rdeči karton je morda celo rešitev, da morda nisi v neki naglici preobilju dela, bil zapeljan in si hotel sprejeti nekaj napačnega in te je občinski svet opozoril in te je rešil problemov in morda nekaj nisi sprejel, kar bi drugače, če bi občinski svet ne razpravljal, bi te lahko potisnilo v neke težave. Zato si želim vladanja od spodaj navzgor, nekega sistema, ki bo deloval, ne da so to samo obljube, ki bo deloval, kontakt z ljudmi in da ljudje ugotovijo na koncu, da ugotovijo, da je Franci Koražija vreden samo en glas. Tako kot kar je Jožica Smolnikar, pa Tinček Kovač. Vsi smo v tej demokratični družbi vredni en glas in to mora tako biti. In to je tista osnova, na kateri bomo pol gradili. Pol so pa seveda programi. En od takih programov v naši občini, ki se mi zdi, da bomo mogli nujno takoj pristopiti in ga začeti delati, sicer ne bomo delali samo enega programa, vzporedno bomo odprli več front in zagnali zadevo, da stvari nekako umirimo. Moramo reči, da na trenutke smo tekli prehitro in zato smo si tudi malo polomili zobe. En od teh programov, ki se meni zdi ključno, moram poudariti pa, da naš program bo temeljil na temu, da dvignemo kvaliteto življenja naših občanov. Mi smo bogata občina, po nekaterih statistikah celo 4-krat bogatejša kot marsikatera druga na seveda denarna občana. In mi se moramo obrniti temu, da bo naš občan zadovoljen v naši občini, da bo želel
da bo lahko živel kvalitetnejše in to bo tudi ohranjalo, morda, da tudi mladi ne bojo pobegnili, ker bo imeli boljše pogoje za življenje v naši dolini. In en izmed takih programov je parkirni sistem. Parkirni sistem, ki se mi zdi malce napačen, če samo rečemo parkirni avtomat, ki so ga v občini postavili, se mi zdi neustaven. Se mi zdi neustaven in mi moramo parkirati skoraj za nič. Če smo te parkirne prostore občani za svoj denar zgradili, bomo doma parkirali za nič. Sprehajali in parkirali se bomo svobodno. Vsi vemo, da občani dnevno migrirajo po občini pol ure v trgovino, malo na kavo, potem pa domov in avto parkira. In to je nesmiselno, da naš občan plačuje. Res je, da tudi temu približno ceno ne bi vsi delavci plačevali, ki prihajajo delati v našo dolino, da naš sistem teče. Se pravi, zdravstvo, šolstvo, vrtec, na koncu tudi gostinstvo, vse delavke, ki prihajajo sem delati, prihajajo zaradi nas, da nam laufa nek sistem. In ti ljudje ne smejo biti diskriminatorno udarjeni že s parkirnino in se morajo tudi približati tej ceni. Parkirnina ne bi bila namenjena umirjanju prometa, in za turiste, da vejo, kje lahko parkirajo in kje imajo lahko na varnem pospravljen svoj avto. Omejili bi tudi ta promet v dolino, mogli bi narediti študijo, koliko tega prometa sploh lahko sprejmemo. Ker nas pa čas, da ne bom preveč dolg preganja, bom zdaj samo na hitro omenil še občinski prostorski načrt. Tukaj je bilo ogromno govora, še vedno nimamo narejenega. Obrtna cona, otroška igrišča, stanovanja za mlade družine, subvencioniranje vrtca, infrastruktura, veste, nekaj moram še povedati, ker ko župan nastopi delo in je zdaj občankom pa občanom obljubljam, to bom naredil, ono bom naredil, to je zgrešena logika. Župan mora vedeti, da to niso obljube, to je njegova služba. Tekoče posle, infrastruktura, komunala, voda, to je vse že zapisano v njegovih nalogah del. Kako bi izgledalo, da ena učiteljica pride začetku leta, septembra in reče: joj, dragi starši, obljubljam vam, da vam bom letos naučila vaše otroke pisati pa brati. Ona je tam zato, dobiva plačilo in da svoje delo opravi čim bolj. Obljubljam pa lahko, da bom probal morda narediti nadstandard, da se bom probal še bolj potruditi. To pa so obljube. Ostalo so vse moje tekoče naloge, da bom skrbel za infrastrukturo, vodo, šolstvo, socialne manevre in tako naprej. Programa je ogromno, je pa res, prišli bomo nasprot ljudem, poslušali jih bomo, sodelovali bomo z njimi in poskušal bom biti malce drugačen. Ko bom pa šel izven meja naših občin, se bom pa potrudil, da bom predstavljal občino kot župan, kot figura, protokolarno. Moram reči, da si ne bom mogel velikrat privoščiti, da si bom oblekel kavbojke. Pač se moraš tudi temu primerno obleči, obnašati in vedeti, kaj govoriš. Tako da to bi bilo nekako okrog programa. Tako da smo čez program nekako prišli, gaj pa veliko. No, težko je to strniti, ne bi pa bil rad suhoparen, bi pa povedal občankam pa občanom. Ko me srečate na terenu, pristopite k meni, vprašajte me, na vsako malenkost vam bom poskušal odgovoriti. Ampak moj odgovor bo iskren in pošten. Ne bom vam zavijal v neke politične všečne vode. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Seveda želim srečno na volitvah, ki bodo novembra, pa vam zdaj dam še možnost ene take zaključne misli, da kar vi končate to oddajo. Dragi občanke, dragi občani, jaz vam želim, da se odločite po svoji presoji. Spremljajte vseh 8 kandidatov in na koncu bo vaša odločitev ložja. Obljubim vam pa, da se potrudim in da izkoristim vse moje sposobnosti, ki pa, verjemite, niso majhne. Na koncu vam pa še rečem, vedno Kranjska Gora.
No, in ko rečem vedno Kranjska Gora, da ne bojo naše vasi in zaselki morda prikrajšani, vedno mislim na vse kraje, na vsako ulico v naši občini, ampak to je naš slogan, vedno Kranjska Gora in še enkrat vedno Kranjska Gora. Hvala, nasvidenje.